Izraelski veleposlanik pri Združenih narodih Danny Danon je imel ta teden zelo jasno sporočilo za varnostni svet ZNO. Izrael ne bo zapustil Judeje in Samarije. Poglejmo posnetek. In če je ta svet resen glede zagotavljanja varnosti in stabilnosti v regiji, mora razumeti preprosto resnico. Ne bomo šli nikamor. Ko govorec z zagovornikom omenja nasilje naseljencev, je to žalitev za tisoče let neprekinjene judovske zgodovine v deželi Izrael. Judi nikoli niso bili in nikoli ne bodo naseljenci v Judeji in Samariji. Dobrodošli nazaj v Judea Occasion tukaj na JNS TV. Sem Josh Haston. Kot ste videli, sem govoril na svetu, osredotočenem na izraelsko-arabski konflikt in prihodnost regije. Danon je zavrnil idejo, da bi morali judovske skupnosti v Judeji in Samariji odstraniti in se skliceval na tisočletno povezavo judovskega naroda z deželo. Njegove izjave prihajajo v času, ko se je Varnostni svet ZN ta teden ponovno sestal na še eni razpravi, osredotočeni na tako imenovani izraelsko-arabski konflikt, pri čemer je bila Izrael ponovno v središču razprave. Danon je izkoristil priložnost, da je podal jasno sporočilo: Izrael ne gre nikamor. Danon se je uprl mednarodnemu pritisku glede judovskih skupnosti v Judeji in Samariji in dejal, da je zgodovinska povezanost judovskega naroda s tem območjem nesporna, ter da bodo te skupnosti še naprej rasle. A to odpira tudi širše vprašanje. Medtem ko po Bližnjem vzhodu in po svetu divjajo vojne in humanitarne krize, zakaj Varnostni svet ZN še naprej namenja toliko pozornosti judovski državi? Gre za tole. Brez Judov ni novic. Ko so vpleteni Izrael in Judi, ZN znova in znova sklicuje izredne seje Varnostnega sveta. Ne bi bil presenečen, če bi se odločili sestati glede Izraela ob 5. uri zjutraj na božično jutro. Toda ob pravih genocidih v Afriki in vojnah po svetu iz ZN slišimo le tišino. Sram naj bo tiste države članice ZN, ki zaostrujejo konflikt in širijo laži proti državi Izrael in judovskemu narodu. Če ostanemo pri ZN, kaj pa če so nekateri podatki, ki jih po svetu uporabljajo za obtoževanje Izraelcev zaradi nasilja naseljencev, v resnici temelječi na incidentih, za katere izraelske varnostne sile pravijo, da so bili pravzaprav arabski napadi. Novo posebno poročilo je preučilo podatke ZN o nasilju v regiji in odprlo resna vprašanja glede tega, kako so nekateri od teh incidentov razvrščeni. JNS je ta teden poročal o teh ugotovitvah. ZN ima podatkovno bazo, na katero se pogosto sklicujejo vlade, diplomati in mednarodni mediji, ko razpravljajo o tako imenovanem nasilju, povezanem z naseljenci v Judeji in Samariji. Toda nova preiskava tiskovne službe Izraela oziroma TPS, ki jo je objavil JNS, odpira vprašanja o tem, kaj se dejansko šteje. In en primer posebej ponazarja to kontroverznost. 27. januarja je v območju Masafarijata v južnih hebronskih gričih izbruhnilo nasilje. Urad Združenih narodov za usklajevanje humanitarnih zadev oziroma OČA je zabeležil incident kot obsežen napad izraelskih naseljencev. Po poročanju Združenih narodov je okoli 100 Izraelcev vdrlo v palestinske skupnosti, napadlo prebivalce, ukradlo več 100 ovc, poškodovalo lastnino in ranilo ljudi. Toda izraelska vojaška komunikacija in drugo gradivo, ki ga je pregledal TPS, opisujejo povsem drugačen potek dogodkov. Po tem poročilu so Arabci najprej napadli judovskega pastirja s kamenjem, ga ranili in ukradli njegovo čredo. Izraelske sile so kasneje preiskale območje in našle nekaj ovac. Kako je torej ta incident pristal v podatkovni bazi OZN o nasilju povezanim z naseljenci? To je osrednje vprašanje, ki ga odpira preiskava. OČA-jeva definicija nasilja povezanega z naseljenci je širša, kot bi morda nakazoval sam izraz. Lahko vključuje nasilje, ustrahovanje ali poškodovanje lastnine, ki ga izvajajo Izraelci, ali incidente, v katere so vpleteni izraelski civilisti v Judeji in Samariji. In po OČA-jevi lastni metodologiji ni vsaka podrobnost neodvisno potrjena, preden je incident vnesen v bazo podatkov. To pomeni, da lahko Arabec napade Izraelca, Izraelec napade Arabca, ali pa se lahko incident, za katerega odgovornost ostaja sporna, potencialno pojavi v isti širši kategoriji in številke odpirajo dodatna vprašanja.
OČA je leta 2025 poročala o približno 1800 incidentih nasilja strani naseljencev. Izraelska policija je medtem preiskovala 967 primerov podobnega nasilja in le 61 jih je pripeljalo do obtožnic. Izraelski raziskovalec, polkovnik v rezervi Gabi Suboni pravi, da ta neskladja sprožajo resna vprašanja o tem, kako se ti incidenti štejejo. Preiskava je prav tako preučila tisoče primerov v podatkovni bazi ZN. Meir Deutsch, generalni direktor gibanja Regavi, je za TPS povedal, da je njegova organizacija pridobila bazo podatkov OCHA, ki vsebuje približno 8200 primerov in jih pregledala posamezno. Povedal je, da se je na podlagi lastnih opisov OČA zdelo, da so nekatere incidente sprožili Palestinci ali pa niso ustrezali temu, kar bi večina ljudi razumela kot tako imenovani napad naseljencev. In obstaja pomembna razlika. Preiskovalci priznavajo, da so Izraelci zagrešili nasilje in da bi bilo treba te zločine preiskati in preganjati. Vprašanje ni, ali takšno nasilje obstaja. Vprašanje je, ali mednarodne organizacije natančno ugotavljajo, kdo je izvedel napad in ali se sporna dejanja uvrščajo v kategorijo, ki se nato uporablja za prikaz izraelskih civilistov kot napadalcev. Poročilo navaja več primerov. Marca je bil v incidentu z arabskim voznikom ubit 18-letni Izraelec Jehuda Sherman. OŠA je sprva opisala incident kot trčenje. Vendar je po kasnejši izjavi Shin Beta palestinski voznik priznal, da je namerno zasledoval Shermanovo vozilo in pospešil in trčil vanj, zaradi česar je šlo za teroristični napad, po navedbah izraelske varnostne agencije. V drugem primeru, blizu Kalendije, tik pred Jeruzalemom, je OŠA poročala, da so izraelske sile ustrelile in ubile Arabca. Vendar je mejna policija sporočila, da je moški izstopil iz vozila in začel streljati na izraelske sile z M16 puško, preden je bil ubit v izmenjavi ognja. In v tretjem primeru, OŠA je poročala, da so izraelske sile in naseljenci ubili palestinskega najstnika med spopadom zaradi živine v Samariji. Vendar je video, ki ga je pregledal TPS, prikazal drugačen potek dogodkov. Arabci naj bi domnevno ukradli ovce iz izraelske skupnosti in do spopada je prišlo, ko so Izraelci šli iskat živali. Vir iz IDF je povedal, da je bil najstnik ustreljen potem, ko so bili vojaki napadeni s kamenjem. Širša skrb pa je, kaj se zgodi s temi številkami potem, ko so objavljene. Podatki OŠA se mednarodno navajajo v razpravah o izraelski politiki, sankcijah in diplomatskem pritisku. Dejansko je Evropska unija letos maja sankcionirala izraelske posameznike in organizacije zaradi tega, kar je opisala kot nasilje skrajnih naseljencev. Eden od teh, ki so bili tarča, je bil Regavim in njegov direktor Meir Deutsch osebno. Kritiki sistema ZN pa trdijo, da imajo lahko sporna ali napačno klasificirana dejanja posledice, ki segajo daleč preko preglednic. Lahko vplivajo na to, kako je Izrael prikazan po svetu. TPS je OŠA zastavil podrobna vprašanja o tem, kako ta preverja incidente, ali ločuje potrjene napade Judov od spornih primerov, ali se lahko incidenti, ki so jih sprožili Arabci, pojavijo v bazi podatkov in ali se vnosi popravijo, kadar kasnejše varnostne ugotovitve nasprotujejo prvotnemu poročilu. OŠA ni odgovoril. Evropska unija prav tako ni neposredno odgovorila na vprašanje, ali so podatki ZN ali druga poročila s terena prispevala k njenim odločitvam o sankcijah. In to odpira zelo pomembno vprašanje. Ko mednarodne organizacije objavljajo statistiko o tako imenovanem nasilju naseljencev, ali dejansko merijo nasilje naseljencev? Ali pa včasih merijo konflikte med Izraelci in Palestinci, ne da bi natančno ugotovili, kdo jih je začel? Kajti ko ti podatki enkrat vstopijo v mednarodni sistem, lahko postanejo veliko več kot le statistika. Lahko oblikujejo naslove v medijih, lahko oblikujejo politiko in lahko oblikujejo to, kako svet razume, kaj se tukaj v Judeji in Samariji dejansko dogaja. Nadaljujemo. Teroristično celico, ki naj bi načrtovala napad na slovesnost ob vrnitvi judovskih družin v Ganeji Nem v severni Samariji, so ta teden razbili. Izraelske varnostne sile so v Dženinu aretirale 3 iskane teroristične osumljence, za katere so sumili, da načrtujejo skorajšnji napad.
Po skupni izjavi izraelske policije IDF in Shin Beta je MAM, izraelska nacionalna protiteroristična enota, je ukrepala na podlagi natančnih obveščevalnih podatkov Shin Beta. Vdrli so v stavbo, kjer so se osumljenci skrivali, in vse tri aretirali. Osumljence so predali Shin Betu za nadaljnje zasliševanje. Izraelske oblasti javno niso razkrile cilja, ki so ga nameravali napasti. Vendar je po poročanju vojaškega dopisnika Kanala 14 Hilela Bitona Rozena skupina načrtovala napad na slovesnost ob ponovni vzpostavitvi skupnosti Gana-Enim. Vodja regionalnega sveta Samarije Yossi Dagan je dejal, da je poskus napada pokazal, da teroristi razumejo strateški pomen vrnitve Izraela v Severno Samarijo. Ne bomo se pustili odvrniti in ne bomo odnehali, je dejal Dagan. Dodal je: 21 let po izgonu smo se vrnili v Gana-Enim in ustanovili bomo še več skupnosti v Severni Samariji. Prav tako je dejal, da terorizem ne bo določal, kje bodo Judje živeli v deželi Izrael. To bi lahko bil incident z množičnimi žrtvami, vendar je bil zahvaljujoč policiji in preostalim varnostnim organom velik teroristični napad preprečen. Le nekaj ur prej. Videl sem, da je Hamas že grozil Izraelu zaradi ustanovitve skupnosti Ganim. In zdaj ta objava. Vse, kar lahko rečem, je: Bog blagoslovi varnostne službe, ker so ujele to zlo, preden se je sprostilo. Nameraval sem govoriti o vrnitvi v Ganim kasneje, vendar je prav, da o tem spregovorimo zdaj, po tem čudežu, ki smo ga pravkar doživeli, in preprečenem napadu. V četrtek, 13. avgusta, so se judovske družine vrnile v Ganim in obnovile skupnost. Vrnitev pomeni še en korak v prizadevanjih za obnovo judovskih skupnosti v Severni Samariji. In družine se niso vrnile same. Ustanavlja se tudi podružnica Ješive Bnej David Eli, ki postaja del obnovljene skupnosti in krepi judovsko prisotnost na tem območju. Vrnitev v Gana-Enim je sledila le nekaj dni po ustanovitvi še ene nove skupnosti v Severni Samariji, Emek Datan, kamor se je vselilo 22 pionirskih družin. Po podatkih regionalnega sveta Samarije je Emek Datan peta skupnost, ki so jo ustanovili v manj kot enem letu. Celoten napor sledi odločitvi vlade, sprejeti pred približno letom dni, pod vodstvom obrambnega ministra Izraela Katza in finančnega ministra Becalela Smotriča. Regionalni svet Samarije pravi, da njihov širši načrt povezovanja predvideva ustanovitev 19 novih skupnosti po celotni Severni Samariji. Vodja regionalnega sveta Samarije Yossi Dagan je opisal vrnitev Gana-Enim kot trenutek zgodovinskega popravka. Rekel je: namesto izkoreninjenja prinašamo gradnjo. Namesto umika prinašamo naselitev. Dagan je dejal, da cilj presega zgolj obnovo 4 skupnosti, ki so bile uničene. Dejal je, da bo judovsko prebivalstvo v Severni Samariji še naprej raslo. Povedal je, da se Ganim ponovno gradi in da celotna Severna Samarija znova oživlja. Ljudje Izraela se vračajo domov. Za družine, ki so se preselile, je vrnitev zelo osebna. Alon Kutski, predsednik ustanovne skupine Ganem, je dejal, da družine izstopajo iz svoje cone udobja in prevzemajo, kot je dejal, pomembno poslanstvo. Dejal je, da je ganljivo in veselo vrniti se v regijo, ki je bila zapuščena, videti ruševine izpred 21 let, vedeti, da so nas ta mesta čakala in se vrniti k njim. Pred 21 leti je bil Ganem ponovno izkoreninjen. Judovske družine so se zdaj vrnile. Nadaljujemo z novim poročilom Palestinian Media Watch, ki obtožuje palestinsko upravo, da spodbuja virulentno obliko antisemitizma. Tokrat krivijo Jude same za preganjanje, ki so ga doživeli v Evropi. Poročilo se osredotoča na kolumno z dne 8. avgusta v uradnem časopisu palestinske uprave Al-Hayat Al-Jadida. Kolumnist Hasan Hamid je zapisal, da je zahodni svet močno trpel zaradi, kot je sam dejal, sramotnega vedenja Judov v evropskih državah. In trdil, da je Zahod podprl cionizem, ker se je želel znebiti Judov in očistiti zahodno družbo njihove prisotnosti. Z drugimi besedami, namesto da bi obsodil antisemitizem in preganjanje Judov, članek krivi same Jude in opisuje odstranitev iz evropske družbe kot obliko očiščenja. Toda antisemitska retorika se tam ni ustavila. Članek je Izraelce prikazal kot prirojeno rasistične, zahrbtne in krvoločne, ter trdil, da so judovski spisi polni laži, poželenja po krvi in temnega sovraštva. Nato je ponovil še eno klasično antisemitsko obtožbo, da judovstvo samo uči iztrebljanje nežidov. Palestinian Media Watch opozarja, da takšna retorika ni zgolj zgodovinski revizionizem ali politična kritika.
Demonizira Jude in Izraelce kot prirojeno zle. In organizacija trdi, da to ustvarja ideološko upravičenje za nasilje in terorizem proti njim. In tukaj je tisto, kar to naredi še posebej pomembno. To ni propaganda Hamasa. To se je pojavilo v uradnem časopisu palestinske oblasti. Torej, medtem ko zahodne vlade še naprej promovirajo palestinsko oblast kot potencialnega partnerja za mir, poročila, kot je to, postavljajo zelo osnovno vprašanje. Kaj se zgodi, ko vodstvo palestinske oblasti še naprej širi antisemitske pripovedi, ki Jude prikazujejo kot zlo, ki ga je treba odstraniti? In to je vprašanje, s katerim se mora po mnenju palestinskega medijskega nadzora soočiti mednarodna skupnost. Gremo naprej. Na severu Samarije poteka nov napor, da bi preprečili, da bi izraelski vozniki po nesreči vstopili na območja pod nadzorom palestinske oblasti. In to se je zgodilo potem, ko sta izraelska mati in njen sin komaj ušla poskusu linča. JNS je ta teden poročal, da je stranka Religiozni cionizem namestila nove usmerjevalne table po severni Samariji, ki voznike usmerjajo proti judovskim skupnostim, vključno z Mavodotanom, Emekdotanom, Homešem in Sanurjem. Pobuda sledi incidentu prejšnji teden, ko sta izraelska mati in njen sin po pomoti zapeljala v Dženin. O tem smo podrobno razpravljali v prejšnji oddaji. Če ste to zamudili, je palestinska množica obkolila njuno vozilo, metala kamenje in opeke ter poskušala odpreti vrata avtomobila. Obema je uspelo pobegniti in sta prispela do kontrolne točke IDF. Poslanec stranke Religiozni cionizem Simha Rotman je za JNS povedal, da so Judje, ki vstopijo na območje A v Judeji in Samariji, izpostavljeni smrtni nevarnosti. Rotman je dejal, da ta situacija razkriva, kar je opisal kot dvojna merila. Arabci se lahko prosto gibljajo po izraelskih mestih, medtem ko so Judje, ki vstopijo v mesta pod palestinskim nadzorom, lahko izpostavljeni smrtonosnemu nasilju zgolj zato, ker so Judje. Poslanec verskega sionizma Ohad Avil je trdil, da je lekcija, ki se je Izrael naučil, ta, da varnostne praznine hitro zapolni terorizem. Poudaril je vse večje število judovskih skupnosti in okrepljeno prisotnost IDF v severni Samariji ter dejal, da so pomagali stabilizirati regijo. In številke so pomembne. Po podatkih organizacije Reševalci brez meja so palestinski teroristi v Judeji in Samariji leta 2025 več kot 5000-krat napadli Izraelce, vključno s tisoči raketnih napadov, stotinami napadov z zažigalnimi bombami in metanjem eksplozivnih naprav. Lani je bilo v Judeji in Samariji ubitih 24 Izraelcev. 24. Sporočilo, ki stoji za novimi znaki, je preprosto. V Samariji je lahko poznavanje poti, po kateri se peljete, vprašanje življenja in smrti. In končno, v izraelski skupnosti Kdumim v Samariji poteka obsežna nadgradnja turistične ponudbe, v katerega vlagajo več kot 8 milijonov šeklov v nove rekreacijske in gostinske projekte. To vključuje nov ninja park in pustolovski kompleks, ki bosta odprta za javnost brezplačno. Občina prav tako nadgrajuje lokalni naravni park Senerim in načrtuje novo sprehajališče kulturne dediščine s pogledom na goro Gerizim in goro Ebal, svetopisemsko območje, povezano z vstopom Izraelcev v deželo Izrael. In da bi sprejeli obiskovalce, Kdumim vlaga približno 7 milijonov šeklov v večjo prenovo in razširitev svojega penziona za goste. Župan Kdumima Oziel Vatik pravi, da je cilj vzpostaviti skupnost kot glavno turistično središče, hkrati pa izboljšati kakovost življenja za lokalne prebivalce in privabiti obiskovalce iz vsega Izraela. Vedno je lepo videti vedno več dejstev na terenu kot simbol stalnosti Judov v naši biblijski in zgodovinski domovini. In zato mi je vedno všeč, da vključim takšne zgodbe. Redko se zgodi, da je novo igrišče ali ninja park omenjen kot vroča novica, ampak v Judeji in Samariji je vsako igrišče, pergola ali stavba izjemno pomembna za našo prihodnost kot Judov v deželi Izrael. In to bo vse za ta teden v Judejski informaciji. Zahvala naši producentki Barbari Kamenu, tonskemu mojstru Aronu Vangelanterju tukaj za mešalno mizo, Zaku Sikermanu, Vajnu Livšicu, vodi postaje Juriju Cveteckemu, videomontažerki Kseniji Pelišenko in pripravnici Haji Muntin. Poskrbite, da nam boste dali super zahvalo, se naročili, oglejte si vse neverjetne vsebine na JNS TV in obiščite jns.org za vse najnovejše novice iz Izraela, Bližnjega vzhoda in celotnega judovskega sveta. Se vidimo naslednji teden tukaj v Judejski informaciji na JNS TV.